izobraževanje o tej medijski pismenosti. To zaradi tega, da se preprosto lahko vklopimo v družbo. Ker svetovni mediji, zaradi svetovnih medijev, no, da vemo, kaj se dogaja po svetu in da znamo pač vsi uporabljati različne vrste medijev. Šola bolj usmerjala k izobraževanju, kako si zvišati medijsko pismenost. Potem mogoče bi organizirali kakšne delavnice in nas s tem še bolj spodbudili. Da mi z mladimi delamo zelo veliko po sistemu človeške priložnosti. Zato, meni je bilo zelo všeč to, kar si rekel. V šoli, torej pač dejansko pri predmetih, da bi delali, kar hočemo delati, da nas nekako smeri tudi tem. To recimo specifično za našo šolo bi po našem mnenju obvezni individualni projekti, vsako leto si izbereš, hočeš narediti film, hočeš narediti čisto svojo revijo, da res nekako pokažeš in da imaš nek produkt. Za dokazovanje, da vsak vidi situacijo zelo subjektivno, bi isti dogodek mogli opisati, vsak bi napisal eno dotično kratko za isti dogodek, recimo, kak je on to doživljal oziroma videl. In potem, ko bi primerjali, bi dejansko videli, da vsak vidi situacijo iz nekega svojega zornega kota in tak je tudi z novicami. Vsak, ki pač poda neko novico oziroma jo objavi, doda tudi tisti delček malo svojega podpisa, kak je on to dojemal oziroma kako je to videl. Zdaj, debata je bila zelo bogata, ugotovili smo, da smo nekako na isti valovni dolžini. Najprej smo se udarili pri premalo spodbujanja kritičnega mišljenja, povezovanja informacije, preverjanja informacij v šolah. Saj že sam sistem šolski je nekako naravnan k temu, da ne spodbuja kritičnega mišljenja. To, da že če ne bi bilo predmeta, da bi se sam že to spodbujal, da bi že bil velik korak v tem času. Velik problem je, da se nismo res naučili, kakšna velika moč je medijev, kaj nam lahko naredijo v duševnem zdravju ali na splošno. In se bi tako lahko pač malo več posvetili temu, v smislu, da smo zdaj mladi veliko več na telefonih in da so že prej povedali, da nimamo več te neke motorike pisanja na roko. Ne vemo točno, kaj so resnične novice, kaj so lažne novice, kako preverjati informacije. In to bi lahko rešili tudi z kakšno kampanjo, da bi jo predstavljali študentje, mladi, ne takoj odrasli, ampak bolj pač študentje, mladinski centri, tudi kakšni srednješolci. Mediji pa v bistvu na nek način marsikatero stvar glede tega vplivajo, mislim, da se s tem strinjamo. Torej, ti
Zdaj, mi smo se v naši predstavitvi osredotočili na problematiko, ki jo vidimo v naši šoli direktno, pa tudi pač pomanjkljivosti in predlogi pri tem. Zdaj, pri prvi točki bi mi izrazili enakomernejši razpored v osnovi. No, v glavnem, mi v bistvu na srednja šola zastavništva napravimo kot medije, medijski tehnik. V glavnem, imamo nekatere predznanja medijev, tako da vemo malo podrobneje, kaj so mediji, kako splošno razlago, imamo tudi veliko prakse glede tega. No, v glavnem, ampak zelo velikokrat se zgodi, da nimamo enakomerno razpored v osnovi. To pomeni, na primer, imamo mi radijsko oddajo. Mi smo obravnavali radijsko oddajo celo polletje, nato pa še 4. letnik temelji na radijski oddaji, prakse snemamo radijsko oddajo, snemamo radijske intervjuje, snemamo radijske oglase, vse, ampak za televizijo smo imeli samo 2 tedna snovi. To pomeni, eno uro prakse smo naredili, kjer smo snemali televizijske oddaje za kamero. Tako da to bi fajn bilo, da bi se malo bolj izboljšalo, da bi pridobili znanje iz večjih področij,